Lepo pozdravljeni še enkrat. Hvala lepa za povabilo. Ko sem jaz pred 45 leti bila v srednji šoli, na zdravstveni šoli, smo se o izgorelosti, o burnoutu pogovarjali, da je pač to bolezen, za katero pač, s katero imajo težave medicinske sestre, pa še te v Angliji. Pri nas o tem ni bilo drugega. No, potem, čez nekaj časa smo pač slišali, da se je pač izgorelost, da je to bolezen ljudi, posebej ljudi, ki so v pomagajočih poklicih. To pomeni, da zbolevajo učitelji, socialne delavke, policaji, gasilci. No, zdaj pa sodobne raziskave pa kažejo, da lahko zbolevajo ljudje vseh poklicev, ljudje tudi nezaposleni, upokojenci zbolevajo, izgorevajo že študentje, dijaki in otroci. Je pa seveda izgorelost še vedno pri nas bolj neprepoznana, tudi pri zdravnikih, zato imamo več različnih diagnoz, ne. Izgorelost, kot je, mislim, da je zdaj v DM5 šele kot diagnoza, drugače pa jih najdemo pod drugimi diagnozami, kot so recimo prilagoditvena motnja, izčrpanost zaradi stresa, nevrastenija, depresija, tudi fibromialgija, sindrom kronične utrujenosti. Simptomi izgorelosti pač ljudje z izgorelostjo imajo težave na svojem telesnem, čustvenem in pa vedenskem, kognitivnem področju, ne. Zdaj, izgorevajo, mislim, sindrom izgorelosti gre nekako v treh fazah, ne. Najprej imamo, prva faza je izčrpanost, druga je ujetost, in pa seveda tretja je pa adrenalni zlom, in tretjo stopnjo delimo v stopnje pred adrenalnim zlomom, stanje adrenalnega zloma in stanje po adrenalnem zlomu. Vse te stopnje, če tako rečem, seveda spremlja pestra simptomatika in pa zelo intenzivna simptomatika, ne. Zdaj, za prvo stopnjo izčrpanosti je značilna izčrpanost, tudi to fazo imenujemo izčrpanost, ko se ljudje enostavno ne morejo spočiti, ne. Zjutraj se zbudiš še vedno utrujen, neprespan, potem pozna se recimo na telesu hitre bitje srca, lahko pride do paničnih motenj, zato se dostikrat v tej fazi ljudem da diagnozo tudi recimo panični napadi. Potem pride do motnje prebavnega trakta, driske so zelo pogoste, ljudje so nespeči, motnje spanja, veliko je telesnih bolečin, ampak ljudje še vedno postavljajo svoje potrebe pred potrebe drugih. Zdaj, eni lahko so v tej fazi izčrpanosti po 3 mesecih, recimo po nekaj mesecih, pri nekaterih pa traja to lahko nekaj let in so ves čas v tej fazi. Za drugo stopnjo izgorelosti pa se poleg stopnjevanja vseh teh prejšnjih znakov, ne, dobi človek občutek, da je nekako ujet v to svojo zgodbo, v to svojo nemoč in ima občutek, da se iz te zgodbe nekako ne more več izplavati. Zato je tudi ta izraz, ne, ujetost. Poleg prejšnjih znakov gre pa tlele, so te simptomi razni stopnjujejo. Tle se pa dejansko že gre za neko kronično povišanje krvnega tlaka. Glavoboli se pojavijo, še več bolečin v mišicah, še več utrujenosti. Potem v tej fazi, se pravi v drugi fazi, v tej ujetosti, ljudje razmišljajo o samomoru, da tako življenje pač nima smisla, vendar v tej fazi je še pač pomembno, da ljudje
razmišljajo o samomoru, nimajo pa nobenega načrta, ne. Bi pač odšli, nimajo, ne vejo pa še na kakšen način. Potem seveda tako upada samopodoba, samospoštovanje, ljudje se odtujjujejo od svojih bližnjih in pa začutijo neko potrebo, ne, da bi se pa umaknili iz tega načina življenja, iz delovnega okolja ali pa iz tega življenjskega okolja, ne. Potem pa seveda pride tretja faza, recimo stanje pred adrenalnim zlomom, ker pač so ljudje, ker je ogromno teh čustvenih simptomov, ljudje ogromno jokajo, imajo napade besa, seveda pride do hudih depresivnih občutkov, težave s spanjem, vse težave, vse simptomi v bistvu iz prejšnjih dveh faz, ne, so prisotni v tem predadrenalnem zlomu. Potem ljudje izgubijo nek smisla, življenjskega smisla in pa varnosti. In v tej fazi pa že načrtuje samomor, ne. Seveda potem v sami fazi adrenalnega zloma, ki traja lahko nekaj tednov, mesecev, let in tako naprej, gre pa za hud upad fizičnih, telesnih sposobnosti, vsako gibanje je naporno, vsak gib je napor, ljudje se ne morejo spočiti, spijo po 18 ur na dan, sesuje se totalno imunski sistem, ljudje imajo hude težave s spominom in koncentracijo, ampak vseeno razmišljajo pa jasno in lucidno, ne, nimajo nekih drugih percepcij sebe ali drugih. In seveda potem je pa stanje po adrenalnem zlomu, ki pa traja lahko leta in leta, da se ljudje sestavijo, eni pa sploh ne. Zdaj, če gremo mirt, recimo nekateri si pa dajo mirt stresne hormone, ugotavljajo, da enostavno stresnih hormonov kortizola in adrenalina sploh ni, ne, nimajo. In to je zato je tudi ta izgorelost. Zdaj, pač kdo izgoreva, ne? Izgorevajo v bistvu ljudje s storilnostno samopodobo, ne, ki so zelo odgovorni, perfekcionisti, ki ne vejo, kdaj je dovolj in koliko je dovolj. Saj žal pač pri nas je praksa, da ljudje ne pohvalimo, ne povemo, kdaj je dovolj, oziroma ne pohvalimo oziroma kritiziramo samo, kadar nekaj ni v redu, ne. Prej pa ne veš, koliko kdaj za nekoga, ki nima te orientacije, ne. Imam tulele še plonce, da nekaj ne pozabim povedati. Samopodoba. In seveda ljudje to doživljajo kot neuspeh, ne. Če v službi niso dovolj naredili, če niso bili pohvaljeni, če nimajo občutka, da je bilo dovolj, ne, potem investirajo še več energije, še več svojih sil, da se dokazujejo, ne. In če smo predolgo časa izpostavljeni tem stresnim okoliščinah, lahko tudi umremo, ne. Recimo Japonci imajo za to v svojem besednjaku izraz karoši, to je smrt zaradi preveč dela, ne. Zdaj, kaj lahko naredimo, ne, da ne zbolimo, ne, da ne izgorimo, ne. Zdaj, tako je naprava mira, obremenitev pa počitka, pa dela pa razvedrila, pa samote in družabnosti. Zdaj, zdravljenje pa seveda je najprej umik iz delovnega okolja, potem seveda
mora biti obisk psihiatra, da predpiše antidepresive v manjših odmerkih in pa seveda psihoterapija, da začnemo raziskovati in spreminjati svoja bazična prepričanja, svoja pravila v sebi in svetu, ker če samo za ta prvi del za konec omenim enega mojih klientov, ki je zelo mlad, ki je izgorel pri 30-ih, ker povprečna starost izgorelih je tam med 30 in 40 let. No, tega mojega klienta bil je farmacevt, prvi zaposlitvi, in ko sva razisvala, kaj se mu je v bistvu dogajalo, njegov delovnik je bil 10 ur in več, in ko je prišel domov, je lahko dal samo še otroka spat. Potem se je pa spet lotil računalnika, se pravi telefona, delal tabele, analize in tako naprej. In kljub vsem angažmaju, njegova šefica ni bila zadovoljna z njegovim delom. No, in potem, ko sem rekla, ko sva raziskvala, sva ugotovila, da je na razgovor rekel en tak znamenit stavek. V tej službi bom dal vse od sebe, in to je bilo njegovo vodilo, driver, da je šel preko sebe, zanemaril sebe in se prekuril. Toliko bi jaz zaenkrat, hvala. Gospa Pika, najlepša hvala. Mislim, da je odličen uvod in hvala, da ste bili tako časovno dosledni, ker verjamem, da vsako smer bi se lahko zagnali, pa bi imeli vikend program tako. Tako da hvala lepa za to. Mogoče bi sam tukaj eno vprašanje dal, glede na to ni bilo napisano, kar se meni pojavilo vprašanje. Če vidite, mogoče bo preveč kompleksno, ampak mogoče za premislek, ker seveda eno je, kar se meni pojavlja, ali je delo beg od nečesa, ali je delo, preprosto ni delo, je poslanstvo in želiš dati skoraj da tako, kot je bilo rečeno, vse od sebe. In zdaj, ali seveda je to vprašanje, kako je to, ali je tukaj sploh razlika, ali je to samo stvar opazovalca, samo občutek, da je vse več ljudi, ki vse bolje ve, kaj bi želeli delati in je potem stvar, kako dati res vse od sebe za to, ali je to samo naša prevara. Mogoče je to. In seveda v vašem dolgoletnem delu razmerje med enim ali drugim ali mogoče kakšna misel glede tega. Bom zdajle, ali imam čas? V glavnem... Mogoče lahko date par besed zdaj, ker verjamem, da je to bolj kompleksno, kakor želite. Lahko si pa tudi sam zapišete, pa bomo kasneje se lotili. No, se lahko, recimo, vse, kar imam, je stvar mojega doživljanja. Kako jaz situacijo doživim. Se pravi, mene ne skrbi sama situacija, ampak kako jaz situacijo doživljam. Tako da je to zelo individualno. Spet, tako kot sem prej rekla, odvisno od naših prepričanj. Vedno se aktivira ta avtonomni, kadar nas je strah, kadar nas skrbi, se aktivirajo ti naši stari plazivčevi možgani. Ko ne vemo, ali bi bežali ali se borili. Ampak jaz, ko sem tak dosleden, zahteven, postavljam potrebe drugih pred sebe, jasno, da bom pač to dodal še več energije in te stvari speljal. Karkoli pač imam za narediti. Sem bila dovolj jasna? Iskreno rečeno ne, ampak dobil sem občutek, kaj ste mislili, tako da bom izoblikoval še natančnejše vprašanje, pa mogoče kdo drug, ki vas je bolje razumel, tako da mislim, da je odličen odgovor za zdaj. Tako da hvala lepa.